Integriran marketinški pristop. Kaj je in kako ga uporabljajo slovenska podjetja? Dober dan in dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Tokrat z Zoranom govoriva o integriranem marketinškem pristopu in kako slovenska podjetja povezujejo online in offline komuniciranje, aktivnosti oziroma celoten marketing. Pa za začetek, morda če ne veš, katere so aktivnosti online, katere so offline. Online so vse tiste aktivnosti, ki se dogajajo na spletu. Tukaj lahko uvrstimo kanale, kot so spletne strani, družbena omrežja, banerje, pasice na spletnih straneh. Offline aktivnosti so pa tiste, ki jih bolj povezujemo s tradicionalnimi mediji, kot naprimer televizija, radio, časopisi, letaki, brošure, plakati in tako naprej. Zdaj pa, kaj je zate, Zoran, integriran marketinški pristop sploh? Ja, tukaj, če bi šel brati definicije, vsak malo po svoje razlaga, ampak jedro vseh teh definicij, če lahko temu tako rečem, so, da so vse marketinške zadeve, ki se jih lotevamo, oziroma vsi kanali, ki jih uporabljamo, da so med seboj povezani. Sprav, temelji ravno na tem, na neki povezanosti, konsistentnosti, koherentnosti, nekem multidimenzionalnem pristopu. Bistvo pa je, da je sporočilo, tisto glavno jedrno sporočilo, ki ga imamo, da je na vseh teh kanalih nekako enako. In zakaj je integriran marketinški pristop sploh pomemben? Zakaj bi se podjetja tega... Mislim, razlogov je po moje več. Eden takih je sigurno pozornost. Zato, ker uporabniki danes imamo že milijardo enih stvari, ki nas moti. Ne vem, gledamo TV, pa se hkrati pogovarjamo s partnerjem, prijateljem. Ali pa mogoče brskamo po spletu na telefonu. Mogoče se dopisujemo preko Messengerja. V tem smislu ogromno je nekih motilcev in uporabnik, če se ga nekako sporočilo ne zadane preko več kanalov, tudi nima te pozornosti, ne zazna tistega glavnega sporočila, ki mu ga želimo sporočiti. Pa tudi ne nazadnje, če te neke tudi raziskave, sicer že starejše pravijo, da moramo neko sporočilo videti tudi po 7-krat ali večkrat, da si ga sploh zapomnimo. In zato je tudi fajn, da nekako hitreje pridemo do uporabnika, če ki probamo zadeti oziroma probamo to sporočilo povedati preko več različnih kanalov. Tako da evo, to sta že dva. Recimo, če še naprej razmišljam, tudi prej sem omenil, da je veliko motilcev. In naprimer jaz gledam TV, pa hkrati sem na Facebooku. In je fajn, če vidim na TV-ju nek oglas oziroma neko sporočilo preko nekega oglasa, da nekaj podobnega potem tudi vidim na družbenih omrežjih, ne nazadnje, zato ker sem prisoten na več kanalih in tudi hitreje pridemo do tistih nekih 7 točk oziroma ponovitev in tako dalje. Pa tudi zato, ker so različne vsebine, so primerne za različne kanale. Ja, drugače konzumiramo vsebino, se pravi, ne vem, drugače se obnašamo, ko smo na Facebooku, ko smo na neki spletni strani ali pa ko sedimo pred televizijskim ekranom. Se pravi, na Facebooku, ali pa če dam primerjavo med Facebookom pa YouTubeom, pač na YouTubeu je v tistih 5 sekundah, ko moraš ti uporabnika zadeti, da vzbudiš pozornost. Medtem ko na Facebooku tudi prikaz, naprimer, večina posluša Facebook potiho. Ja, ima zvok izklopljen. Zvok ima izklopljen. Mislim, da so statistike, kar 95% ljudi tako gleda vsebine. In zato je ful pomembno, da imamo tam podnapise. Se pravi, kar hočem tukaj povedati je, da moramo ta prikaz prilagoditi različnim platformam in načinu, kako se uporabniki tam obnašajo. Ja, da mogoče, če dava kar primera, na TV-ju spet grem nazaj na tisti primer. Če sem zraven na telefonu, je fajn, da je voice over. Zato so vedno boljši, nekako se izkažejo v povprečju boljši tisti oglasi, kjer je nekako ljudje govorijo noter. Se pravi, da ni samo nek prikaz. Medtem ko na Facebooku je točno to, rajš preberem, zato so pomembni podnapisi. In ko delamo
podobno vsebino, če ne celo isto, moramo razmišljati o tem multidimenzionalnem pristopu oziroma o teh prilagoditvah vsebine za več različnih kanalov. Okay. Zakaj pa te vsebine sploh prilagajamo? A jih moramo prilagajati? Ali je to, bi lahko nek oglaševalec rekel, da ne, jaz bom imel pa za vsako platformo različen tip vsebine? Ja, po moje je vse tisto, kar smo prej govorili. Ja. To, da živimo v takem svetu, kjer smo v bistvenem času gledamo več različnih naprav ali pa mogoče preberamo časopis, pa imamo zraven TV prežgana. Niti ni nujno, da je digital sploh vključen v določenem trenutku. Ampak, kar sem želel povedati, je to, da, vidiš, da mi je malo šlo iz glave, ampak se bom spomnil. Čakaj, kaj je bilo vprašanje? Kaj sem vprašal? Ja, vprašanje je bilo za vsebine. Mora neko zakaj sploh prilagajati? Ja, jaz bi rekel predvsem zato, ker dejansko smo prisotni na več različnih kanalih in če ti vidiš nekje sporočilo, ki ni jedrno povezano s tistim, ki se ga videl prej na drugem kanalu, si lahko zmeden. Ne veš, kaj je tisto, kar drži. In tudi teže se poistovetiš, teže nekako sprejmeš to neko sporočilo, ki ti ga želijo podati. Tako da ključno bi jaz tukaj rekel, da je to, da vsebine prilagajamo, se pravi, da jih delamo prilagojene dotičnemu kanalu, ampak da ne spreminjamo tistega jedrnega sporočila, tisto, kar želimo dejansko povedati. In tukaj mislim, da mogoče največ napak ravno delajo slovenska podjetja v tem, ko vzamejo nek tip vsebine, naprimer, da reče TV oglas in reče, ok, dajmo ga kar na YouTube. Vse je v redu, Sam da je, vse itak ga imamo, a ni škoda, da ga ne bi dali tudi na YouTube. Resnica pa je v tem, da velikokrat lahko že sam z manjšimi prilagoditvami zadevo tudi dovolj dobro naredimo za nek drug kanal. In seveda moramo o tem razmišljati že prej, ko se zadeve lotimo, ne pol, ko je to že prepozno, ampak ja, to je nekako ključ do tega uspeha. Ja, jaz sem se ravno na to hotel navezati, kar si pol tudi razvil ti. Pač rdeča nit se mora ohranjati, pa če se navežem na tiste moje prejšnje besede, se pravi, rdeča nit je enaka, medtem ko to rdečo nit prilagajamo glede na platformo, ki se pojavi, da je v stiku s tem, kako uporabnik uporablja to platformo. In če se zdaj tudi navežem na YouTube primer, ki si ga dal, oziroma na nek video, ki je na TV-ju in potem na YouTubu, spet pač prilagoditi treba zaradi tistih 5 sekund, ker če ne bo uporabnik preskočil ta video. In tista rdeča nit bo na koncu še vedno ista, ampak sam potek videa bo pa obrnen, zato da je v tistih 5 sekundah vzbudimo pozornost. Ok, ampak lahko dava tudi kakšen primer slovenskega podjetja, ki je to dobro naredil v preteklosti? Ja, sigurno lahko brskava med našimi naročniki. Recimo, eden takih je, ki bo mogoče tudi se ga boš spomnil, ker je relativno aktualen, je Embils. Embils je imel eno tako lušno kampanjo Moj denar vedno pod palcem, ki se je zaštartala nekje lani konec jeseni ali pa jeseni in se potem tudi nadaljevala v decembru in pa po novem letu. S to kampanjo so bili res prisotni multidimenzionalno, kar pomeni, bil je narejen TV oglas, ki je bil, vse vemo, na TV-ju smo omejeni, nekje 15, 20, mogoče 30 sekund, če imamo zelo velik budžet, celo prvošmo tudi daljše oglase, ampak načeloma so to neke omejitve, v katerih smo. In je bil prilagojen oglas, ki je funkcioniral v teh 20 sekundah. Medtem ko podoben video je bil narejen naprimer za Facebook, pa tudi za YouTube, ki je bil pa daljši, zato ker tam so uporabniki tudi dovzetni za to, da mogoče pogledajo enominuten video in je bila zgodba zelo podobna, ampak je bila smiselno zapakirana v 1 minuto. Potem, če pogledamo story, naprimer na Instagramu, so vključevali določen teaser in smo s tem nekako nakazovali, kaj je ključno sporočilo in potem tudi
naslednji korak v storju je bil, da smo v bistvu ga tudi podali. Ne? In je bil to isto sporočilo dejansko narejeno, prilagojeno temu, kako uporabniki se odzivajo, vedejo na tisti platformi. Pomembno pa je to, da je bilo, recimo tudi influencerji so bili vključeni, in tudi te influencerji so to sporočilo nekako prenašali, preko svojih sporočil, spet tako kot oni komunicirajo, ampak glavno sporočilo je vse bilo, moj denar vedno pod palcem. Cool. Morda bi jaz še za konec tudi to povedal, da danes sploh ne smemo več govoriti o online pa offline aktivnostih, ampak marketing se je v zadnjih 10 letih toliko razvil, je toliko šel naprej, da je tukaj vse skupaj je povezano. Offline in online kanali so povezani in tako bi jih mogla zaznati tudi slovenska podjetja, da sploh ne rečemo, ok, ta oglas bomo imeli na TV-ju, tukaj bomo šli, bomo imeli eno digitalno kampanjo in tako naprej. Pač ključno je, da se gleda celostno in da ni več sploh, da ne rečemo, ok, online pa offline pa kako to povezati. Ne, vse je marketing. Se pravi, celotno dogajanje, potrošniki, kupci, uporabniki so danes povsod. Gledajo TV, so za TV-jem, se vozijo v avtu, v službo, poslušajo radio, potem se usedejo v službi, morda med malco rečemo med malco, grejo na Facebook, malo Instagram pogledajo, pridejo domov, so spet za TV-jem, vmes imamo prižgane mobilne telefone, ki jih imamo skozi ob sebi. Se pravi, danes kupce, uporabnike lahko zadanemo na katerem koli koncu. In tako moramo tudi mi kot oglaševalci ali pa ti kot podjetje moraš tako zaznavati celoten marketing, da je to en preplet vseh aktivnosti in ne gre več za ločevanje med kaj je offline pa kaj je online. Ne, pač povsod smo. Še vsem bi se navezal, da povem še en primer, ker se mi zdi ful dobro to, kar si ravno kar povedal, ker zadeva, ki se mi zdi tudi pomembna, poleg tega, da imamo sporočilo preko različnih kanalov, vemo, da tudi uporabniki vstopajo v različnih fazah v te neke kanale. In ni najboljš, če uporabnik recimo vstopi nekje, kar smo mi predvideli, da je nekje tretji korak, on tam vstopi in ne ve, zakaj se gre. Zato moramo razmišljati o vsakem koraku, če uporabnik stopi v stik, da bo še vedno razumel celotno bistvo in celotno sporočilo. In to zelo dobro tudi je z nekim kampanjo, ki je bila narejena za Sensodyne pred leti na temo tega, nekako v zobni pasti znanost. In vse skupaj se je začelo na socialu, na digitalu, s tem, da smo ljudje povabili, da pridejo oziroma jih pozivali na dogodke v nakupovalnih centrih. In v teh nakupovalnih centrih je bil postavljen en laboratorij, ali kakorkoli bi temu rekel, kjer smo na interaktiven način... Marketinški laboratorij, da se razumemo. Kjer je bil na inovativen način predstavljena ta nekak znanost v ozadju zobne paste s hologramom in tako. Bilo je zelo zanimivo, atraktivno. In zdaj uporabnik je lahko to najprej videl na digitalu in je zato bil pozoren, ko je to potem tudi videl v trgovini, v nakupalnem centru, ampak hkrati je morala biti zadeva tudi privlačna za tiste, ki niso imeli na nek način pojma, kaj se dogaja, ampak so se samo v tistem trenutku znašli v nakupovalnem centru. Tako, ja. In tako je potem naslednji korak, recimo na zobni pasti, je bilo kot nek pripomoček, kjer si lahko sam tudi doma si pogledal hologram, ga mogoče tudi komu pokazal. Ja, če se ne motim, je bilo na zobno pasto priliman tak plastičen, rečemo temu artikel, ki si ga dol dal, si ga zložil v prizmo. In to prizmo si dal na telefon in preko tega pogledal v bistvu to, kar je bilo v tem marketinškem laboratoriju prikazan, si ti potem doma, kot si začel, dal na telefon, na YouTubeu, oziroma, na tem listku, preden si ti zložil prizmo, je bil že link, kamor ti iti. In ko si vklopil video, si to prizmico postavil na telefon in si imel zelo podobno izkušnjo kot v tistem laboratoriju v trgovskem centru. No in spet, uporabnik lahko da ni videl laboratorija oziroma tega leba,
je prišel v trgovino, je samo kupil zobno pasto in je dobil to zraven. In zato je spet pomembno, da je bila ta zobna pasta opremljena na način, da je uporabnik še vedno dobil enako sporočilo, da je imel lahko podobno izkušnjo, ne nazadnje tudi doma. Tako da funkcionira, če je uporabnik od začetka ali pa če tudi vmes vskoči noter. In zelo lepa povezava je bila digital, se pravi nek live event, in-store, spet digital. Tako da to se mi zdi tudi tako zelo lep primer tega integriranega, povezanega komuniciranja. Ok, super. Mislim, da je to za danes. Hvala, ker si bil z nama in se gledamo naslednjič. Če pa imaš še kakšen komentar, poznaš še kakšno kampanjo, ki je bila zelo lepo integrirano povezana med vsemi kanali, lep en link do nje, si jo bomo tudi mi z veseljem pogledali. Hvala. Adijo. Čau. Why?